Najprej lep dober dan. Moram reči, da smo imeli danes seveda tu kot mi ministri v zadnjih 100 dneh težek pogovor z realnim sektorjem, kjer smo seveda vsi ocenili realno zgodbo, v kateri smo se znašli. Prva ugotovitev vseh skupaj je ta, da brez iskrenega pogovora, brez skupnega delovanja v tej državi nam ne more uspeti. Ampak ker smo optimisti in ker vemo, kaj je potrebno storiti, je po moje danes bila odločitev, da še naprej med sabo sodelujemo, da smo med sabo transparentni, da ta moment ni čas, da eden profitira več, drug pa manj, ker noben v tej zgodbi, kar se tiče energetske krize, ne bo mogel profitirati, razen tistih, ki niso v Sloveniji, ki so nekje drugje, ki so špekulanti in zaradi tega je, bom rekel, Evropa in tudi Slovenija, ki je ni izvzeta iz tega v težavo. Mi smo danes, že do zdaj smo ta vlada sprejela ukrepov, ki jih mogoče nekateri sploh ne želijo videti. Pa smo sprejeli ukrepe za gospodinjstvo, za male in srednja podjetja, na nek način za draginjo, da bo čim manj se poznala pri ljudeh in ko črto potegnemo, ko je minister za finance črto potegnil, pa bo to govorimo o milijardi evrov. Ko pa govorimo, kaj bo potrebno za gospodarstvo narediti, smo se pa danes dogovorili, da skupno naredimo ekipo, ki bo v naslednjem mesecu sprejela odločitev, kako v naslednjem letu absolutno pomagati gospodarstvu pri tej hudi težavi, ki se reče energetska kriza. Jaz danes ne bi rad več špekuliral, kaj vse bomo naredili. Vsem nam je približno in gospodarstvo jasno, kaj moramo narediti. Imeli smo iskren pogovor in verjamem, da nam bo skupno absolutno uspeti. Ker drugače sploh ne vidim druge možnosti. Ja, dejstvo je, da se soočamo z eno največjih kriz, morda tudi večjo kot je bila COVID kriza, pravzaprav nihče niti ne ve, kakšni bodo učinki. Že to, kar se je dogajalo v zadnjih tednih, kaže na nekaj stvari, ki se pravzaprav nikoli do zdaj niso še zgodile. Popolnoma jasno je, da bo vlada zelo veliko pomagala. Potem danes smo se pogovarjali o pomoči gospodarstvu. Ta pomoč bo znatna, jo niti ne znamo še oceniti, ravno zaradi tega, ker je precej nepredvidljivo, kako se bo ta kriza gibala, govorimo pa o stotinah milijonov, oziroma tudi milijarde in več ali pa nekaj milijard. Sredstva seveda niso neomejena. Glede na letošnji proračun, oziroma rebalans, ki je ta trenutek seveda aktualen, še enkrat podajam, gre predvsem za tehnični rebalans, ne vsebinski, ampak že ob razmerah letošnjega leta, torej 2022, ko razmere niso najslabše, bomo imeli 2 milijardi primanjkljaja. Torej, lahko si mislite, kaj to pomeni za naslednje leto. Sredstva niso neomejena, v veliki meri se bomo mogli dodatno zadolžiti, zato je zelo pomembno, kako bodo ta sredstva uporabljena. In tista stvar, ki smo jo danes tudi jasno povedali gospodarstvenikom, je, da tukaj ne bo helikopterskega razmetavanja denarja, ampak da bomo skupaj z njimi poskušali najti formulo, oziroma več formul, v kakšnem principu se bodo ta sredstva delila. Cilj je, da pridemo skozi to krizo čim manj potolčeni, in predpogoj za to je, da so sredstva uporabljena učinkovito. Še strani ministra pristojnega za energijo. Sam ocenujem pogovor za izredno konstruktiven, izredno pozitiven. Dejansko smo se poslušali, vlada nadaljuje z ukrepi za naslavljanje draginje. Ves čas iz tedna v teden, iz meseca v mesec, pa nismo niti prišli še do 100 dni, rešujemo nastalo situacijo, posamezne segmente družbe, posamezne segmente civilne družbe in pa gospodarstva. In tako kot smo najavili, želja je bila, da še pred koncem 3 meseca
pridemo tudi na gospodarski del. Danes smo tukaj ravno zato, da odpremo ta prostor, da oblikujemo in naslovimo, kako se bomo ta prostor lotili, in pripravljenost z obe strani je izredno velika. Prišli smo z rešitvami, prišli smo z ocenami, kje dejansko Slovenija je. Namreč vemo, da Slovenija ni povzročila te situacije, situacija je globalna in jo rešujemo, koliko se rešuje da. Določene rešitve imamo na mizi, sami bi rabi za svojimi rešitvami prišli kot predstavnike gospodarstva, smo pa danes slišali tudi nekaj dobrih idej s strani predstavnikov gospodarstva. In to nas veseli. To nas tudi bodri, da tam, kjer je volja tudi moč, da bomo lahko našli rešitve, ki bodo ne samo rešili krizno in trenutno situacijo, ampak ki bo Slovenijo tudi uvrstila med zmagovalce, ko bo kriza enkrat konec. Želja je, da oblikujemo res močno, operativno štabno službo, sestavljeno iz vseh deležnikov, ki bi poiskala to formulo, kako nasloviti vse deležnike, ki še vedno čutijo in bodo čutili še večje posledice energetske krize, in kako rešiti in kakšne so rešitve na mizi. Kot je že minister za finance povedal, ni vprašanje, ali bo vlada pomagala ali ne. Vlada bo pomagala, ker vlada je že pomagala in še bo. Govorimo res o milijardnih zneskih, je pa zelo pomembno, kako bo celotna evropska rešitev, to je pa tista, ki jo bomo reševali najprej na odboru za ministre, ki so pristojni za energijo, verjetno tudi pri ministrih pristojni za gospodarstvo in pa seveda tudi kasneje ministri pristojni za finance. Vse skupaj bo pa končalo na mizi vseh predsednikov vlad v oktobru mesecu. In tukaj lahko rečem, da Slovenija je bila tista, ki je pred 10 dnevi začela aktivno naslavljati, da trenutne borzne cene nimajo več nobene realne osnove, da je fundamentalna slika drugačna in da treba poseči na trg derivatov, terminskih cen in podpora se kopiči, tako da jaz upam, da bomo že na naslednjem sestanku ta del uspešno naslovili, ki bo pa seveda zelo, zelo pozitivno vplival potem tudi na vse ostale trge. Hvala. Pozdravljeni. Bil bi nekoliko neiskren, če bi rekel, da je gospodarstvo našega srečanja prišlo povsem zadovoljno. Na nekatere naše zahteve nismo dobili odgovorov, ki bi nas ta trenutek lahko osrečila, in sicer predvsem tisti smeri, da kapice kot take takošno uvedbe ne bo. Veseli nas sicer, da v tem vprašanju je dovolj pripravljenost te strani vlade, da s formiranjem skupne vladne in pa gospodarske koalicije oziroma štabne ekipe, ko smo imenovali, do konca meseca definiramo neko vrsto modificirane kapice na ceno energentov, ki bi na nek način izenačila pogoje tako za male, srednje, velike in pa tudi velika podjetja. Zavedati se moramo, da imamo v nekem smislu ne samo vojno v Ukrajini, ampak tudi vojno v energetiki ali pa v ekonomiji nasploh. Razmere so izredno slabe, iz dneva v dan se pojavljajo nova zaostrovanja in seveda temu je težko biti kos v kratkem času. Ne glede na to, z vsem razumevanjem, da je Slovenija del nekega enotnega evropskega energetskega trga pa sheme, mi v gospodarstvu težko razumemo, da ni moč v Evropi takoj uvesti enotno kapico na cene energentov, predvsem na elektrike, če že plina v tem smislu ne obvladuje Evropo v celoti. Kajti, če imamo danes na finančnih borzah možnost, da v vsakem primeru neke anomalije, ki je v rangu 10% lahko posežejo regulatorji v meseci, predstavljamo, da lahko enako storimo tudi na energetskem trgu. Očitno so tudi v Evropi nekateri finančni in drugačni lobiji tako močni, da vplivajo na energetske sektore, da do te kapice še vedno ni prišlo. Predsednica Evropske komisije je maja letos že obljubljala, da Evropa dela na tem, da bo do konca pomladi kapica sprejeta
danes vidimo, da tega še ni. Gospodarstvo v Evropi, namreč veliko kapacitet, predvsem v industriji materialov, se zapira na Poljskem, v Litvi, tovarne dušika, in pa gnojil, ki predstavljajo skoraj 1/4 evropske porabe, se danes zapirajo. Dnevno na zbornici dobivamo signale in informacije, da je kar precejšen del slovenskega gospodarstva že v padajočem trendu, to pomeni, da se zmanjšujejo naročila, da podjetja razmišljajo o tem, da bodo morala v prihodnjih mesecih, prav gotovo pa v naslednjem letu, razmisliti o programih odpuščanja ali pa vsaj o programu čakanja na delo na domu in pa skrajšanega delovnega časa. Tako da razmere so zelo alarmantne in mi smo danes vladni ekipi poročali prav o tem. Pričakovali smo, da bomo dobili več pozitivnih odgovorov. Pozitivno je to, da je vlada že razmišlja in pripravlja ukrepe, ki bi celovito zajeli vsako krizno situacijo v primeru bodisi pomanjkanja naročil, bodisi ustavitve plina kot energenta, in da v tem primeru si lahko nadejamo, da bo gospodarstvo dobilo ustrezne kompenzacije. Seveda, kot že omenjeno, kapice na cene energentov zaenkrat še ni. Tako imenovan modus modificirane kapice, zaenkrat še ne vemo točno, kaj naj bi to bilo, vendar po zagotovilih predsednika vlade bodo z njihove strani naredili vse, da bi bili povsem transparentni, da dajo karte na mizo, enako pričakuje tudi od gospodarstva, da bo dalo karte na mizo, kaj so realne potrebe, kje lahko gospodarstvo še privarčuje in kaj je potrebno, kakšne so potrebne vlaganja, zato da bi zeleno transformacijo pa odvisnost od teh fosilnih goriv, predvsem od teh, kjer Slovenija pa Evropa ni samoskrbna in odvisna od drugih, seveda maksimalno zmanjšana. V mesecu oktobru pričakujemo, da bo ta rešitev te modificirane kapice in pa reforme trga energentov tako v Sloveniji kot v Evropi po zagotovilih predsednika vlade tudi prišlo. Tako da neke evropske rešitve zaenkrat je ne poznamo, še ni na vidiku po zagotovilih oziroma obljuba predsednika vlade, pa se lahko nadejamo, da bo to do konca oktobra. To bo pomenilo, da v letošnjem letu nekih velikih sprememb še ne bo, za te neke boljše perspektive se lahko nadejamo še za prihodnje leto in pa za leto 2024. Vmes bo prav gotovo tudi neke kolateralne škode, kajti podjetja bodo morala odpovedovati določena naročila, ker po današnjih cenah energentov se seveda ne da več poslovati, proizvajati in poprodajati po nekih rentabilnih ali pa kaj še vedno neživnostnih razmerah in pričakovanjih.